Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o okostenelih vzorcih. Si mogoče rečete, kaj pa je to? Vam povem mojo zgodbo. Leta nazaj, ampak res leta nazaj, je bilo tako, da ene stvari sem čistila preko odnosov. In v osnovi je bilo prvič, da sem se prav tako zase postavila. In je bilo prav zanimivo, bili smo na dopustu in so me tako noge bolele, pa vam ne morem reči, kako noge bolele. Pač ni bila to revma, ni bila to bolečina v sklepih, ampak sem imela občutek, kot da me vsaka celica posebej boli. Ampak tako, boli od znotraj. Tudi ko sem hodila, sem imela težave s hrbtenico in vam povem, da prav tako sem zajela sapo in da sem se zravnala in nekako odkorakala. Saj potem, ko sem zalaufala, je že šlo in sama sebe sem opazovala, sem rekla, pa jaz se počutim, kot da sem gospa pri 90 letih, ne pa, ne vem, pri 45. V glavnem. In sem potem spraševala ljudi, ki vidijo več kot jaz. V glavnem, in ko sem spraševala, sem dobila odgovor, da se pri meni čistijo okosteneli vzorci. Kaj je to? V glavnem, okosteneli vzorci pomeni, da je to nekaj, kar jaz prenašam iz življenja v življenje s sabo, ali pa sem prenašala, ker jaz teh težav nimam več, in je bilo ponovi vajo in okosteneli vzorci, ki se poznajo na kosteh. In če vas bolijo kosti, kot je hrbtenica, kot so kolki, kot so kolena, kot sklepi na splošno, vratna hrbtenica, seveda potem najdemo, mi ljudje smo tako dobri v tem, da najdemo razloge. Ja, normalno, da me boli vratna hrbtenica, saj sem za računalnikom, normalno, saj samo sedim, normalno, saj sem v službi, ja, normalno, najdemo opravičila. Ampak moramo razumeti, da nekdo, ki je pretočen, tudi če je za računalnikom, ga ne boli vratna hrbtenica, ima probleme, pač nima nobenih problemov. Vedno problemi z zdravjem nastanejo takrat in tam, kjer imamo energijsko blokado. In seveda, kako sem jaz zdaj te stvari počistila? No, za vse tiste, ki vas kliče, ki bi radi izvedeli več o tem, kako počistiti te zadeve in da si majhen pospešite pri tem čiščenju, dobrodošli, vas vabim na moj seminar, ki ga organiziram 30.5., se pravi zdaj v Ljubljani, v Kristalni palači, zvečer ob 6 pa do 9 bo trajal. V glavnem, okosteneli vzorci se potem odražajo, seveda, bolečine, lahko v zapestjih, lahko kot karpalni kanal, nečesa se vklepaš, lahko se to odraža, ta vratna hrbtenica. In recimo, jaz sem imela pri 20 letih neprestano težave z vratom. In je bilo tako, če rečejo Hexenšus, tako, pa mi je zaštekal vrat in sem šla k zdravniku, da sem dobila blokado. Pa sem potem imela težave s hrbtenico pa s križem. Pa na koncu koncev, ni potrebno, da imamo težave in zdaj toliko let kasneje nimam nobenih težav. Ne z vratno hrbtenico, ne s križem, ne z nobenimi bolečinami v sklepih. In seveda, mi rečemo, ja, normalno, vse to je emšo me daje. Ja, pa ne pri 20, pa ne pri 30. Dejstvo je, da jaz danes pri 50 sem veliko bolj zdrava in z več energije, kot sem bila pri 20. In druga stvar, naše telo vedno naprej sporoča, kaj želi predelati. Zdaj, včeraj, prejšnji dan smo v moji šoli predelovali te zadeve. Vsi vemo, da se strah skladišči na pljuča, ne? In strah v bistvu pljuča preko oči, se pravi, vidim strah, pa se tle dol usede. In tudi tisti, ki imate tesnobo, da vas nekaj duši, se morate naučiti, kako to sproščati. Zdaj, vemo, če greste k zdravniku, boste verjetno dobili kakšna pomirjevala, ampak ne gre se za to, da vi dobite pomirjevala. Gre se za to, da vi ozavestite, česa vas je strah in kako to počistiti. No, to učim tudi v mojih knjigah. Naslednja stvar. Če imate težave s trebušno maščobo,
To je pokazatelj, da imate obremenjene nadledvične žleze. Nadledvične žleze so povezane s stresnim hormonom in to je povezano s tem, kar vi vsak dan poslušate, z ušesi. In dobesedno preko ušes se prenaša energija na nadledvične žleze in nadledvične žleze potem samo odreagirajo s stresom. Zato je tako pomembno, poslušajte lepe stvari. Če ni nič lepega, poslušajte ptičke, poslušajte morje, poslušajte žvrgolenje ali šumenje reke, gozda. Toliko lepih stvari obstaja okrog nas, ampak ne poslušati jamranja. Ko mi poslušamo jamranja drugih ljudi, to pomeni, da smo koš za odpadke. No in spet se moramo vprašati, kaj me življenje uči? Postavljati meje mogoče. No ja, tudi moja šola je bila to, postaviti komu meje, ker lejte, vam povem, da lažje je sedeti pa poslušati ptičke, ki žvrgolijo, kot pa nekoga, ki neprestano jamra in se pritožuje in to ni v redu in ono ni v redu in ta tretja ni v redu in itak nič ni v redu. Zato, to sem vas že učila, v vsakem odnosu se moramo vprašati, kaj imam jaz od tega. In če imate v nekem odnosu samo probleme, je treba se pogovoriti. Mogoče najprej sam s sabo, pa potem tudi s to osebo, kaj lahko spremenita. Tukaj ni zdaj, da je treba prva stvar pustiti službo, zamenjati ne vem koga. Ne, gre se za to, da najdemo skupno rešitev. In vedno obstajajo rešitve, sploh če sta dve osebi pripravljena na nek korak naprej, vedno boste najdli rešitev. Vedno. No, zdaj pa pri okostenelih vzorcih. Kaj lahko naredite? Kako se to počisti? Okay, ena je zdravilna molitev dekodiranja, da začnete to delati. Drug del pa je, ne, to vas pa tukaj ne bom učila, to vas bom pa na seminarju učila, kako energetsko počistite solarni pleksus. Kaj naredite, da se vaš solarni pleksus počisti teh energij, kjer vam odtekajo energijske povezave. In naslednja zadeva, vi če želite okostenele vzorce hitreje predelati, je pametno na fizični ravni podpreti vaše telo s kakšnim vitaminom. In kaj potrebujete za kosti? Omega-3. Omega-3 zaradi tega, ker omega-3 povečuje prirast kostnih celic, potrebujete C-vitamin, ki deluje na trdnost kostnih celic, in kalcij in magnezij, ki deluje tudi na trdnost. Se pravi, vsi tisti, ki imate osteoporozo, krhanje kosti, osteopanijo, se pravi vsa stanja, ko se manjša gostota kosti in tudi vsa stanja, ki so povezana z mišično distrofijo, s pešanjem mišic, razgradnjo mišic in tudi s pospešenim staranjem, vi potrebujete nekaj, kar ustavi ta proces odtekanja energije, to je ena stvar, in drugo rabite nekaj, kar doda energijo. Energijo dodate pač omega-3, C-vitamin pa kalcij. Ne pozabite, Koda za popust je zdravje na moji spletni strani srečnoživljenje.si. In druga stvar, ko vi želite dodati energijo, morate prvo stvar porezati energijske niti, kjer vam odteka energija. Ker to je tako, kot bi si vi želeli, recimo imate cedilo in si želite, da boste zdaj v cedilo nalili vodo. Ja, pač ne bo šlo. Cedilo gre samo steče skozi. Ali pa sod, ki je naluknjan. Vi želite noter naliti vino. Ja, dajte prvo, daj kakšno stvar zamaš, kjer odteka ven. Kakšno luknjo je treba zamašiti. In tam, ko vam odteka energija in če vidite, da imate recimo neprestano bolečine v križu, pomeni, da imate velike težave s korensko čakro in strah glede preživetja, prvo je treba pogruntati, kaj vas tako močno drži, da ne morete narediti nekega koraka. Mogoče vas je strah izgube, mogoče vas je strah ločitve, mogoče vas je strah, da bi izgubili dom, mogoče vas, ne vem, nek strah je zadaj. In najprej je treba strah počistiti, potem naslednjo stvar, dodate telesu za to, te vitamine, da se na fizični ravni pač podkrepi. In naslednja stvar,
se ustaviti in vprašati stvarstvo, kaj naj naredim drugače, da se začnejo dogajati drugačni rezultati. In to, ko se boste umirili in vprašali dobesedno vašo dušo, kaj je potrebno narediti drugače, boste dobili odgovor. Večkrat sem že rekla, definicija norosti je delati eno in isto in pričakovati drugačne rezultate. Zdaj boste pa se ustavili in vprašate, kaj naj naredim drugače. In včasih dobimo kakšen odgovor, ki je tako, ne, tega pa nisem pripravljena. Ja, glejte, življenje je proces. Življenje je pač učno polje. Naše družine so dobesedno najbolj so učno moštvo, ki nas uči igrati igro življenja. In kako igrati igro življenja? Veste kako? Tako, da svoje telo spraviš v ravnovesje, tako, da odnose spraviš v ravnovesje in predvsem, da občutiš radost življenja. Tisto radost življenja, da se nasmehneš življenju, da ti duša poje od sreče. In to je možno. To ni povezano s starostjo. Važno je, povezano je to z vašo notranjo naravnanostjo. Tako da delajte korake za sebe, predvsem pa za vse tiste, ki vas kliče, da je čas, da počistite okostenele vzorce, zato ker vas bolijo kosti, pridite na seminar 30.5. Uživajte in vse dobro vam želim. Povezava in več informacij pa v videu, od spodaj v opisu pod videom. V glavnem uživajte, vse dobro vam želim in kaj naj vam rečem? Še eno sporočilo, prehod v novo dobo. A veste, da mi zadnjič ena gospa rekla in čakam vedno do konca, zato ker so sporočila prehod v novo dobo. Ni sprehod, ampak prehod v novo dobo. Dovolite, da se lepota vaše duše izraža na vašem telesu in na vašem obrazu. Pač vaša duša je lepa. In dovolite, da radostna energija napolni vašega duha. Eno je lepota, metulj, druga je radost, so delfini tukaj. Se pravi, poskrbite za radost v svojem življenju. In se vprašajte, kaj veča mojo radost? In čas je za naslednji korak. Tebi pripada sreča, zasluži si jo. Zasluži si ljubezen, zasluži si izobilje na vseh področjih, zato ker prav ti si ljubljeni otrok stvarstva. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in delajte korake za sebe, ker stvarstvo vam bo vedno, vedno pomagalo pri tem, da naredite naslednji korak. Tako da vprašajte se, kateri je moj naslednji pravi korak, ki me bo pripeljal bliže moji sreči, mojemu zadovoljstvu in mojemu navdušenju. Tako da vse dobro. Živejte!